sošolko, ki je res ne mara dvigal. Čarna, težko jo prepričamo, da gre ven. Pepe, bi ti razložil, da to ni nič takega. Kje je zdaj Nika s svojimi prijatelji? Na šolskem igrišču jih ni in igrala samevajo. Splezam na najvišje in se dobro razgledam naokoli. Z višine se namreč vidi dosti bolje. Morda bi se pa moral z dvigalom pospeti na vrh katere od bližnjih stolpnic. Za vsak slučaj pogledam prej še na šolski hodnik, a vrata se zaprejo in... Au. Tole pa je pravo presenečenje, ja? Ganjen do solz se skupaj z otroki zapotim proti drugemu razredu, v katerega hodi Nika. Zagotovo me že nestrpno čaka. A tukaj mogoče Nika? Ni! No, tudi ribič Pepe se lahko kdaj zmoti, a ne? Grem pa v drug razred. Morda bo imel tu več sreče. A tam me pričaka smrtna tišina. Na urniku je matematika. Desetice podčrtamo. Nič ne razumem. Snov je strašno zahtevna in ko že skoraj obupam, me reši zvonec. Večina učencev se napoti k telovadbi, jaz pa obsedim poleg Nike in njenih prijateljev. Ej, težka snov tole, a? Je, a ne? Ampak nam kar gre, veš? Najboljši smo vsem razen. Ja, se vem. Dvigala, ne? Je nič, a pol gremo? Kam? Ja, soočit se s strahom, pogledat mu v oči, premagat, kar je nepremagljivo! To si naredil, da bi mi spravil boljšo voljo, a ne? Ja, a mi je uspel kaj? No ja. A pol gremo? Naj bo, Pepe, zaupam ti. Dvigala! Zvočnik na pločnik, vzel sem kitaro in dal jo na glas. Dal sem zvočnik na pločnik, celo na ulico Luka Tama. A to je to? Ja, otroci, tole pred nami je ljubljanski nebotičnik. Sem gor gremo. Jaz grem peš, po stopnicah. Podaj, no, pa ne bi takšna, no. Neresno, ni šans, da se peljem do tja gor. No, dober, mi dva z Niko greva po stopnicah, vi ostali pa z dvigalom. Se vidimo zgorej? Velja, idemo! Se vidimo! V pritličju so vhodi v dvigala, zato še zadnjič poskusim prepričati Niko, da vsi skupaj vstopimo v eno od njih. Očitno nisem dovolj prepričljiv, saj odločno vztraja pri svojem. Pogumni so. Pa daj, no, Nika, pa menda ne boš rekla, da te niti malo ne mika tole. Ne, niti ne. Pridi, greva, da ne bova zadnja. Zagotovo v zadnje. Sam poglej, koliko stopnic je, no. Spirala stopnic, ki se vijejo navzgor, se zdi neskončna. Kmalu postane jasno, da bo tole za ubogega ribiča prevelik zalogaj. Nekaj z vsem spoštovanjem do svoje zamisli, ampak tale nebotičnik ima milijon stopnic, jaz pa skoraj 100 let, pa samo eno življenje. A res ne bi šla z dvigalom? Dej no, Pepe, itak da bo šlo. Da bo šlo? Ja, ne vem, do polovice že morda, višje pa zagotovo ne. A vi, da ste šele tukaj? Do vrha še vsaj 10 nadstropij. Ne bi šla raj z nami z dvigalom? Dejte no! Ja, a greva. Prosim, veš kaj, noge me bolijo za umret. Hitro na dvigalo se bo odpeljala. Gremo no! Hej, Nika, zdaj ali nikoli? Zdaj! To je beseda, gremo! Vsi skupaj se vkrcamo v letalo, hočem reči dvigalo, in se z njim odpeljemo v višave. In ne boste verjeli, Nika odlično premaguje svoj strah. Precej slabše gre meni, saj doživim še eno presenečenje.
Tako je. Foxner se nam je skrivaj pridružil, da bi tudi sam premagal strah pred njim. Končno na vrhu. Nika si zasluži nagrado za pogum, jaz za vztrajnost, Foxner pa... Ja, Foxner! Ja, pa kaj je z vami, no? Po mojega je strah dvigal. To ni bilo nič takšnega, prav prijetna vožnja je bila. No, vidite, Foxner, če Nika tako pravi, potem to že mora biti res. Otroci, zdaj pa nas vse skupaj čaka nagrada in zabava. A gremo? Ja! Nagrada ni samo najlepši razgled v mestu in kozarec sadnega soka s smetano, ampak tudi zabava z glasbo in plesom. Priprave že tečejo, prizorišče je že postavljeno, ozvočenje prižgano, le še kuliso moramo narisati in pobarvati. Ker pa imamo polne roke dela, pozabimo na Foxnerja, ki spet izgine. Njegovim presenečenjem danes ni konca. Sokrat je hodi po ulici njeni, stokrat premuhom, kjer ona živi, stokrat od zime do pozne jeseni, gledače luč v njeni sobi gori. Bil se še mlad in zaljubljen kot strela, tedne in mesece zbira pogum, če pa zahripe in daje pasila, že je zaslišala škripanje gum. Zvočnik na pločnik, celo na ulico luka za vas. Dal sem zvočnik na pločnik, zdaj za kitaro in dal jo na glas. Dal sem zvočnik na pločnik, celo na ulico luka za vas. Povej nam, kakšen je tvoj občutek zdaj, ko si končno premagala ta strah. Kot zmagovalka, res častna, odlična izkušnja, hvala. Če se tudi ti počutiš tako kot Nika in te je včasih česa strah, obrni se na odraslo osebo, ki ji zaupaš, ali pa pokliči na ton telefon.